Tako dejansko delujejo tajne operacije CIA. Vse tri tarče so naredile usodno napako. Tedne so sledili popolnoma enaki rutini. Vsako jutro so trije pomembni člani teroristične skupine vstopili v isto majhno kavarno, sedli za isto mizo in ure dolgo razpravljali o svetovnih dogodkih, strategiji in vsem, kar jim je bilo na mislih. Vsak dan, ob istem času, za isto mizo. Lokalna izpostava CIA je hitro opazila vzorec in ko so ga, so odobrili nadzor s pomočjo agentov na terenu. Agent CIA je bil neopazen, povsem običajen, oblečen v skromna lokalna oblačila. Izgledal je izjemno neizstopajoče. Ni bil James Bond, niti Jason Bourne. Za prave terenske agente je bila največja prednost, da so izgledali in se obnašali čim bolj običajno. Agent je posnemal njihovo rutino. Prišel bi tik pred njimi, naročil kavo in sedel v bližini, na mestu, kjer je lahko opazoval in poslušal, medtem ko je bral časopis. Preboj se je zgodil nekaj tednov kasneje. Tri tarče, ključni akteri pri načrtovanju napadov na Združene države, so se navadili, da so vsako jutro v kavarni videvali običajnega moškega. A ta dan je bil drugačen. Vse, kar je bilo potrebno, je bil vljuden prikim, ko so tarče šle mimo. Le eden mu ga je vrnil. To je bil nova tarča. Tedni so minevali in pozdravi med agentom CIA in ljudnimi. Teroristi so postajali vedno nekoliko toplejši. Prikimi so se spremenili v globoke priklone, nato v kratke ustne pozdrave. Nenadoma je situacija dosegla vrhunec. Meseci nadzora, neskončno previdnega opazovanja, življenje enega terenskega agenta in vse, za kar je delal, je viselo na eni ključni interakciji. Danes zjutraj je terorist vprašal, ali lahko sedi s agentom CIA. Moška sta izmenjala vljuden pogovor in pozdrave, nato pa je agent CIA postavil eno vprašanje, ki bi lahko razkrilo celotno operacijo. Kako je vaša družina? Teden dni kasneje so osumljence za terorizem zasliševali zasliševalci CIA, za kar se je sam prostovoljno odločil. Terorist je prestopil na drugo stran in je zdaj CIA posredoval ključne informacije o delovanju lokalne teroristične mreže. Zakaj? Zato, ker je bil agent CIA, ki ga je nadzoroval, do njega preprosto vljuden. Ves čas, kar sem v tej državi, si bil edini, ki me je kdaj vprašal po moji družini. Utrujen sem, samo domov želim iti. V zameno za vse, kar je vedel o organizaciji in delovanju teroristične skupine, je moški dobil potni list in letalsko vozovnico za pot domov v Egipt. Lahko bi se ponovno pridružil svoji družini in živel v anonimnosti. Če misliš, da veš, kako delujejo črne operacije CIA, se verjetno motiš. Filmski in televizijski prikazi so legendarni. Terenski agenti globoko pod krinko v sovražnih državah, ki lovijo teroriste in mednarodne kriminalce, sledi neizogiben strelski obračun in po osupljivem prikazu streljanja agent CIA odpravi grožnjo. Svet je spet varen. V resničnem svetu operacije CIA zelo redko potekajo tako, a to ne pomeni, da se to nikoli ne zgodi. V večini primerov pa so črne operacije CIA manj povezane s streljanjem in nasiljem ter bolj z manipulacijo, diplomacijo in veliko dolgočasnega nadzora. Najprej je pomembno razlikovati med vrstami operacij, v katere je lahko vključena obveščevalna agencija, kot je CIA. Črne operacije so splošen izraz, ki ga uporablja javnost, vendar to ne odraža resničnosti dela, ki ga CIA dejansko opravlja. Agencija namreč izvaja različne vrste operacij. Prva je prikrito delovanje. To je operacija, ki je načrtovana in izvedena tako, da je identiteta naročnika popolnoma skrita. Z drugimi besedami, ZDA bi to lahko storile, vendar jim nihče ne more pripisati krivde zaradi pomankanja trdnih dokazov. Verodostojno zanikanje je zelo pomembno v svetu diplomacije, zato mu obveščevalne agencije pripisujejo velik pomen. Primeri vključujejo plačevanje domačinov ali tretjih oseb, da opravijo umazano delo namesto vas, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Tajne operacije pa so dejavnosti, kjer je sama operacija popolnoma skrita in tajna pred odkritjem. Dober primer tega je napad CIA na sovjetsko vremensko postajo ob arktičnem krogu. Outpost NP-8 je bila zgrajena na plavajočem ledenem toku. Ekipa, ki je bila tam dodeljena, pa se je evakuirala zaradi izjemno slabega vremena. Postajo je bilo mogoče doseči le, ko je vreme to dopuščalo, po nevarni ledeni stezi. Stezo je uničil stiskajoči led, zaradi česar so jo morali zapustiti. Sovjeti so evakuirali posadko, niso pa se trudili z opremo ali dokumenti. Predvidevali so, da jih bodo uničili vremenski vplivi. Kakorkoli, okoliški ledeni pokrov je bil predebel za podmornice ali ledolomilce in daleč izven dosega kakršnegakoli helikopterja skopnega. Za CIA in Mornariški urad za raziskave je bila zapuščena postaja zlata priložnost. Lahko bi zbrali podatke o sovjetskem napovedovanju vremena in raziskali morebitne poskuse spreminjanja vremena.
A najpomembneje, lahko bi razumeli, kako so Sovjeti sledili ameriškim podmornicam pod ledom. Edina težava je bila, da ni bilo realnega načina, kako priti do tja. Mornarica je takoj poslala majorja Jamesa Smitha iz ameriških letalskih sil in poročnika Leonarda A. Lashaka iz mornariške rezerve na padansko usposabljanje. Moška bi skočila s padalom na zapuščeno postajo, zbrala podatke in nato bila izvlečena s pomočjo sistema Skyhook. Po 5 dneh na zamrznjeni bazi se je velik balon počasi dvignil nebo. Reševalno letalo je ujelo dolgo vrv, ki je visela z njega. Oba moška sta bila varno pripeljana nazaj skupaj z bogato zbirko sovjetskih dokumentov in opreme, s čimer je bila zaključena misija, ki se je zdela nemogoča. Operation Cold Feet je popoln primer tajne operacije. Ničesar v zvezi z njo ni bilo mogoče verodostojno zanikati. Le ameriška vlada je imela sredstva in doseg, da jo izvede. In če bi jih odkrili, tega ne bi bilo mogoče prikriti. Naslednje so črne operacije. To je napačen izraz, ki se pogosto uporablja. Črne operacije v resnici niso uradni izraz ameriške vlade. Gre za splošen izraz, ki ga uporabljata vojska in javnost za opis zelo tajnih, nepriznanih programov s posebnim dostopom. Za ustvarjanje krinke te običajno nepriznane operacije ustvarijo dokaze, ki kažejo na nedolžno ali manj nedolžno tretjo stran. Črne operacije so najbolj občutljive in skrivnostne, ki jih izvaja CIA. Tu so naloge, ki so običajno ocenjene kot ključne za nacionalno varnost ali celo za obstoj ameriške države. Črne operacije so lahko tako skrivnostne, da naj bi po govoricah nekateri projekti celo ne bili pod nadzorom direktorja CIA, kar se morda zdi nemogoče, dokler ne razumete strukture CIA. Zgodovinsko gledano je direktor CIA pogosto v temi, včasih ni niti v celoti obveščen ali pa sploh ni obveščen, razen če je potrebna ključna odločitev. Znotraj CIA je direktor večinoma politično imenovanje, morda sploh ne prihaja iz same agencije in skoraj neizogibno ga nova administracija zamenja. Ljudje, ki dejansko izvajajo misijo, so pogosto daleč od političnih žarometov. Zato insajderji pogosto pravijo, ne iščite skrivnosti pri direktorju. Namesto tega poglejte na nižje položaje, na vloge, ki jih zasedajo dolgoletni moški in ženske v CIA, saj so oni tisti, ki dejansko vedo, kaj se dogaja. Položaji, kot sta namestnik direktorja za znanost in tehnologijo ali pomočnik namestnika direktorja za podporo, ki nadzira celoten logistični sistem CIA, največji med vsemi vohunskimi agencijami na svetu, so tisti, kjer leži prava moč. To so ljudje, ki ostajajo na svojih mestih, ko se administracije menjajo, pravi varuh skrivnosti znotraj CIA. Želite še naprej obravnavati skrite vladne skrivnosti? Poskrbite, da boste všečkali, delili in se naročili, preden kdo v Langleyju opazi. Glavna enota CIA, odgovorna za tisto, kar bi ljudje običajno imenovali črne operacije, je Center za posebne dejavnosti. To so agenti, zadolženi za dve ključni vrsti operacij, posebne operacije in politične akcije. Posebne operacije sestavljajo posamezniki, rekrutirani iz elitnih vojaških enot najvišje ravni, kot sta Delta Force in Sili. Te posameznike običajno neposredno poiščejo rekruterji, izberajo jih zaradi njihovih bojnih sposobnosti in, kar vas morda preseneti, zaradi njihovega značaja. V ameriški skupnosti specialnih sil je veliko trdih alfa samcev tipa Rambo. Pravzaprav je to nekakšen zgodovinski problem z naraščajočo kriminaliteto, ki je neposredno povezana z operaterji specialnih sil. To niso tipi, ki jih CIA običajno išče. V tuji državi, odrezani od neposredne podpore, so karizma, diplomacija in sposobnost dela z ljudmi veliko bolj dragocene kot surova moč. Nekateri najboljši terenski agenti niso najmočnejši, so najbolj inteligentni in prepričljivi. Infiltrirajo cilje, spreobračajo ljudi v dvojne agente in preprečujejo morebitne diplomatske katastrofe. Vse to brez enega samega strela. To ne pomeni, da CIA nima tudi težkokategornikov. Ko pogajanja ali izsiljevanje ne pomagajo, pošljejo enoto za neposredno akcijo, da zajame ali nevtralizira cilj. Čeprav ima CIA svoje lastne ekipe, pogosto sodeluje neposredno z enotami najvišje ravni v ameriški vojski. Odličen primer tega je zajetje operativca Al-Kaide, Nazija Abdula Hameda Al-Rukaja, v Libiji, kar je redek primer racije pod vodstvom CIA, ki je bila posneta na video. Na posnetku sumljivo vozilo zasleduje bel kombi. Takoj, ko se tarča ustavi, kombi zapelje okoli in jo blokira. NATO pridrvi še drugo vozilo, verjetno razlog, da se je tarča sploh ustavila. Njegovo pot nenadoma prekinejo. Vsaka poteza je premišljena, vsaka sekunda šteje. Operativek Delta Force izstopi iz sovoznikove strani kombija in takoj onesposobi voznika. Operativci iz zadnjega sedeža iztrgajo Al-Rakaja, ga zvežejo z vezicami in vržejo v kombi.
Drugi operativci preiščejo vozilo za morebitnimi predmeti obveščevalne vrednosti, kot so mobilni telefoni, prenosniki ali tablice. Nekaj ulic stran je tretje vozilo CIA blokiralo promet in se pelje mimo, ko kombi odpelje. Ciljno vozilo odpelje bodisi operativec Delta Force, bodisi agent CIA, da ga na skrivaj odstranijo. Celotna operacija je bila končana v 2 minutah. Izvedena je bila popolno. No, razen ene očitne napake. Celotno dogajanje je posnela domača nadzorna kamera, ki je terenska ekipa ni uspela prepoznati in onesposobiti. Tukaj se poglobimo v bistvo terenskega dela in kako se izvajajo prikrite operacije. Izvidovanje je ključno za vsako operacijo, kar vključuje vse od poznavanja razporeditve določenega kraja do podjetij, domov, pomembnih oseb, varovanja in nadzornih sistemov. Vse, kar bi lahko vplivalo na uspeh misije, je treba upoštevati. Nobena podrobnost ni nepomembna pri pripravi na operacijo. Če veš, da domačini v določeni soseski raje pijejo kavo na določen način, je to lahko razlika med uspehom in neuspehom. Se spomniš tiste misije v kavarni? Majhna podrobnost, kot je nevednost, da domačini v tisti soseski ne pijejo kave z mlekom, bi lahko takoj razkrila agenta na terenu kot tujca. Vsaka podrobnost šteje. Zato je CIA v veliki meri sestavljena iz analitikov, ki predstavljajo dolgo, masivno kopišče, medtem ko so terenski agenti le majhna konica tega kopja. Brez njihovega dela terenski agenti ne bi mogli opravljati svojega dela. Naslednjič, ko boste gledali film o Jamesu Bondu, se spomnite na desetine analitikov v ozadju. Oni so tisti, ki Bondu omogočijo, da najde svojo tarčo, preživi v sovražnem okolju in se izogne prepoznavanju ali smrti. Potem pa je tu še druga polovica prikritih operacij. Operacije vplivanja in političnega delovanja predstavljajo pomemben del CIA. To so vsakodnevna prizadevanja CIA in ne le njih, temveč tudi svetovnih obveščevalnih agencij. Se spomnite spornih streljanj strani ICA v Minnesoti v začetku leta 2026? Družbena omrežja so bila takoj preplavljena z umetno inteligenco ustvarjenimi slikami in z dezinformacijskimi kampanjami, ki so jih poganjali boti v zvezi s temi dogodki. To je bil jasen primer prikrite operacije vplivanja, namenjene razdoru ameriškega prebivalstva. Kdo je stal za tem? Običajni osumljenci so Rusija, Kitajska in Iran, ki so močno zainteresirani za povzročanje državljanskih nemirov v ZDA kot način njihovega oslabitve. Profili, povezani z iranskimi, ruskimi in kitajskimi obveščevalnimi službami, so igrali na čustva tako liberalcev kot konservativcev. Klasična operacija vplivanja. CIA se prav tako igra to igro, saj izkorišča družbena omrežja in umetno inteligenco za oblikovanje svetovnih pripovedi. Danes, če ste na družbenih omrežjih, pogosto komunicirate z lažnimi profili, ki predstavljajo od 1/4 do 1/3 vseh profilov. Tu so boti, zasnovani za uveljavljanje agende obveščevalne agencije ali korporacije. Prizadevanja ameriške vlade so povezana s številnimi primeri nemirov v Iranu, nazadnje pa je bilo 6000 enot Starlink na skrivaj poslanih v Iran in razdeljenih protestnikom. To je bil poskus, da bi ljudje ostali povezani, potem ko je vlada omejila dostop do interneta, kar je protestnikom omogočilo nadaljevanje organiziranja in komuniciranja kljub omejitvam. Tajne operacije CIA lahko vključujejo tudi gospodarsko manipulacijo. V knjigi Izpovedi ekonomskega morilca avtor John Perkins jasno pokaže, kako je CIA ekonomsko manipulirala celotne narode, da bi jih usmerila v korist interesov ZDA. Domnevno naj bi bil obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein sam vir CIA. Neposredno je bil povezan s prizadevanji, da bi Saudsko Arabijo nagnili v smer ameriških in britanskih interesov. Afera je prvič izbruhnila sredi 2000 let, ko je bilo razkrito, da je BAE Systems, britanski obrambni izvajalec, plačeval podkupnine saudskim uradnikom. A zgodba sega še dlje nazaj, vse do 80 let prejšnjega stoletja. Takrat naj bi BAE domnevno preusmerjal milijone v podkupninah, da bi si zagotovil orožarske posle. CIA je to strategijo podprla z 2 jasnima ciljema: narediti Saudsko Arabijo močnega nasprotnika Irana in zagotoviti, da kraljevina ostane odvisna od zahodnega orožja, s čimer bi jih ohranili prijateljske in poslušne. Na tej točki v zgodbo vstopi Jeffrey Epstein. O Epsteinovih dokumentih so oblasti leta 2019 odkrile ponarejen avstrijski potni list, izdan v 80 letih. Pod drugim imenom je Epstein kot svoj uradni naslov navedel Saudsko Arabijo. Neodvisni analitiki so domnevali, da žigi vstopa in izstopa v potnem listu natančno odražajo časovnico razpitih orožarskih poslov BAE in izplačil podkupnin. Mimogrede, ali si vedel, da si pravkar doživel preprečitev velike tajne operacije, ki je bila usmerjena proti tebi?
Nedavna prisilna prodaja ameriškega dela TikToka je morda delovala kot ekonomsko razkazovanje moči, vendar je bila v resnici vprašanje nujne nacionalne varnosti. TikTok je med obveščevalnimi službami znan kot eno najučinkovitejših orodij za operacije vplivanja, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih. Kitajska obveščevalna služba je v celoti izkoristila TikTok za izvajanje operacij vplivanja na Američane in zbirala podatke o njih, da bi izboljšala prihodnje operacije. Če se vam to zdi neverjetno, ste morda spregledali incident 3. novembra 2023, ko so se protestniki priklenili na ameriško mornariško oskrbovalno ladjo. Trdili so, da je bila ladja namenjena po orožje, ki naj bi ga poslali na Bližnji vzhod. Medtem ko so protestniki delovali po lastnih prepričanjih, je incident za obveščevalce v CIA sprožil resna opozorila. Strah je, da bi lahko tuji nasprotniki, kot je kitajska obveščevalna služba, v celoti izkoristili algoritme na platformah, kot je TikTok, za izvajanje podobnih vplivnih operacij in mobilizacijo dobronamernih posameznikov k podobnim dejanjem. Končni rezultat bi lahko bil zamik dostave ključnih vojaških zalog enotam na prvi črti, zaradi česar bi bile ranljive za uničenje in poraz. Prodaja TikToka je dejansko končala vpliv kitajske obveščevalne službe na aplikacijo. Seveda pa to pomeni tudi, da se je odprla možnost ameriškega vpliva. Če vse skupaj povežemo, bo tipična tajna operacija pod vodstvom CIA potekala po zelo podobnem časovnem zaporedju. Poglejmo si hipotetično operacijo, ki je usmerjena proti domnevnemu teroristu in razčlenimo, kako bi se lahko odvijala. Najprej se prejete obveščevalne informacije ocenijo glede groženj ali priložnosti. Recimo, da se pojavijo poročila o posamezniku, ki načrtuje napade ali izvaja teroristična dejanja. To bi takoj sprožilo pregled na oddelku CIA. Zaradi agencijske mreže obveščevalcev, prestrezanja signalov in terenskih stikov le malo dogodkov ostane neopaženih. Nato, ko je posameznik identificiran in ocenjen, se sestane višja ekipa, da pregleda vse razpoložljive obveščevalne podatke in določi strateške cilje. V tem primeru je cilj jasen – zbrati uporabne obveščevalne podatke o načrtih, omrežjih in sodelavcih cilja. Če je mogoče, se rekrutira notranje osebe ali vire znotraj kroga posameznika, da zagotavljajo stalne informacije, znane kot kompromitirajoči material oziroma kompromat, ki bi ga lahko uporabili za vplivanje na vedenje ali motenje operacij. Nato sledi iskanje pravne odobritve. CIA naj bi pridobila pravno odobritev za vsako operacijo, ki jo izvede. Postopek običajno vključuje pregled strani izvršne veje oblasti in tako imenovane skupine 8 v senatu, torej višjih članov kongresa, ki nadzirajo obveščevalne dejavnosti. Nekateri stari programi so v preteklosti obšli te nadzorne postopke, kar so opravičevali s tajnimi izvršnimi ukazi, kar poudarja pravno sivino, v kateri včasih delujejo tajne operacije. V vsakem primeru ta stari program predstavlja popolno ustavno krizo. Naslednji korak je operativno načrtovanje. Tukaj bo CIA začela s podrobnim načrtovanjem operacije, ki bo dosegla zastavljene cilje. To vključuje prepoznavanje morebitnih vrzeli v obveščevalnih podatkih ter določitev, katere nove informacije so potrebne. Kako bo cilj nadzorovan brez zaznave? Katere metode prikritega spremljanja ali prestrezanja komunikacije bodo uporabljene? Kako bodo zbrani podatki varno pridobljeni ali poslani v analizo? Ko je načrt pripravljen, je čas za pridobivanje virov. Terenski agenti bodo identificirali ljudi, ki so cilju blizu, sodelavce, kurirje ali posrednike, ki bi jih lahko prepričali, prisilili ali pridobili za zagotavljanje obveščevalnih podatkov. Ti notranji sodelavci lahko ponudijo neprecenljiv dostop in kontekst, ki ga je sicer nemogoče pridobiti nadaljavo. Nato se operacija izvede. Začne se nadzor, zbirajo se obveščevalni podatki in aktivirajo se viri. Operacija lahko razkrije zarote, logistična omrežja ali nezakonite dejavnosti. To se oceni za takojšnje zmanjšanje grožnje, pri čemer se ohranja verodostojno zanikanje in pravna zaščita. In tukaj pridemo do faze omejevanja škode in verodostojnega zanikanja v operaciji. Del omejevanja škode vključuje utišanje glavne priče. Ta faza operacije morda ni vedno potrebna, vendar je ob hudih povratnih posledicah nujno, da se CIA in vlada ZDA distancirata od morebitnih škandalov ali nepravilnosti. Celoten postopek lahko traja od nekaj mesecev do 10 let ali več. Tajne operacije so predvsem preizkus potrpežljivosti, večletnega načrtovanja in čakanja na popolno priložnost, preden ukrepajo. Torej, naslednjič, ko boste gledali vohunski film, se spomnite, da gledate v bistvu zadnji odstotek operacije, ki je verjetno trajala leta, da so jo izpeljali. In čeprav vam to daje jasno sliko, kako poteka tipična operacija, vidite le vrh ledene gore. Če ste mislili, da je bilo to napeto, počakajte, da izveste nore, deklasificirane skrivnosti agencije CIA, ki jih ne bi smeli poznati. Ali pa kliknite na ta video.